Lepo pozdravljeni na Mohorskih pogovorih, kjer gremo danes na potovanje. No, ne čisto zares, ampak vse veste, kako to gre. Kdor bere, prepotuje 1000 svetov. Z nami je Rok Pogačnik, ki je svoje duhovniške izkušnje s turistične križarke popisal v dnevniku z naslovom Bog na križarjenju. Lepo vas vabim, da stopite na pomol in se z nama vkrcate na plavajoče mesto sredi oceana. Rok, lepo pozdravljen v naši družbi. Kje smo? Kako se imenuje ladja? Kako je velika? Koliko potnikov gre z nami čez ta pomol in predvsem kam gremo? 245 metrov, 70 000 ton. Ladja se imenuje Ambience, potnikov je tam, bom rekel, 1500 do 1900, 660 članov posadke. Odpravljamo se nekam v smer Kanarskih otokov in Madeire iz londonskega Tilburyja, to je pristanišče nekje na Temzi, bolj že pri ustju Temze. In med vsemi temi gosti, med delavci, je en duhovnik. To je zdaj za slovenske razmere že kar ena velika župnija. Za vas je bila čisto nova, skratka greste v neznano. Kako pravzaprav se katoliški duhovnik sploh znajde na turistični križarki? Prvič, ko sem šel na križarjenje kot v vlogi duhovnika, je bilo tako, da sem nekaj dni pred prazniki dobil povabilo svojega prijatelja Johna, duhovnika iz Anglije, ki je to izkušnjo že imel in je rekel, poglej, za eno od teh križark manjka duhovnik za čez praznike. In mi je priporočil, oziroma smo potem kontaktirali preko apostolstva Stella Maris, to je organizacija, ki skrbi za ljudi, ki delajo na morju, torej in za ribiče, ampak tudi za ljudi, ki delajo v turističnem pomorstvu. In potem so me poslali na ta način, na ladjo. Zanimiva stvar je to, da gre za eno mešanico dveh poti, kako se pride na ladjo. Ena je ta, pravzaprav treh. Eno je Slovenija oziroma škofija, ki ti to omogoči pa dovoli. Druga je apostolstvo Stella Maris, ki skrbi za duhovno dobrobit predvsem delavcev na morju. Potem je pa to tudi ladijska družba, ki te sprejme kot gosta, predvsem zato, da bi, seveda, do določene mere, da bi pomagali tudi svojim delavcem, ampak v veliki meri zato, da bi imeli tudi na določeno drugo ponudbo za svoje goste. Tako da nekako se duhovnik znajde v enem takem trikotniku teh ljudi, ki ga sprejmejo in pošljajo, ampak potem pa tudi razpet med dvoje različnih, bom rekel, čredic. Ena je čredica teh potnikov, za katere je treba nekaj organizirati, druga čredica je čredica delavcev, katerim te pa pravzaprav cerkev pošilja. No, to je skoraj 3000 ljudi, nekako, ki si vsekakor zaslužijo oziroma potrebujejo nekoga, ki poskrbi za ta duhovni vidik. Ampak če ostaneva še malo doma, glede na to, da ste duhovniki vedno bolj redki, da ste vedno bolj obremenjeni, da zdaj imate že skoraj po 1, 2, 3 župnije in da ko pridejo ti prazniki, ki se jih vsi zelo veselimo, ste vsi zelo obremenjeni, ogromno je dela, ki se ga sploh ne zavedamo. In križarjenje je nekaj takega, kar si skoraj praviloma že predstavljamo kot sinonim nekega veseljačenja, zabavljaštva. In ko duhovnik reče, da v tem res napornem času gre na križarjenje, jaz si predstavljam, da je bilo veliko zavijanja z očmi. Kakšni so bili odzivi doma najprej? Ja, absolutno ta zadeva ni bila pospremljena z nikakršno simpatijo od mojih sobratov. Mogoče je tudi zato nastala ta knjiga. John Henry Newman je napisal knjigo Apologija Provita Sua, v kateri se je upravičeval svoj odločitev za to, da iz anglikanizma prestopa v katoliško vero. Jaz danes imam očitno druge probleme, jaz sem mogel napisati knjigo, zakaj duhovnika nekdo mogoče potrebuje na križarki. Ampak tukaj treba biti pošten, jaz razumem svoje sobrate, da so to večkrat sprejemali s težavo,
razumem to. Je pa treba to tudi povedati tukaj, da sem bil takrat, ko sem bil na teh križarjenjih na župnijah, ki v tistem trenutku niso nujno potrebovali še enega duhovnika in da je bilo to vedno v dogovoru z župnikom, mojim takratnim predstojnikom, ki mi je rekel, glej, nekaj zelo posebnega za narediti, lahko greš. In potem tudi v dogovoru škofom. Se mi pa zdi, da je bilo ta zadeva v zadnjem času vsem tako medijsko pokrita in ta knjiga tudi še eno možnost razlage odpira, da bi videli, kakšna je v resnici resnica, kar se tega tiče, ampak vsekakor nobenega predsodka, kar se tega tiče, res nikomur ne zameram. No. Skratka, pri tej knjigi oziroma pri tej izkušnji se je poklopilo veliko srečnih okoliščin, ni tako samoumevno. Prej smo se pogovarjali, da ko ste pomislili, koga bi sploh zanimalo, koliko kavic sem jaz popil, ampak glede na to, da potem ugotovimo, da te kavice so bile nekako vrh vašega dopustniškega preživljanja časa, kako ste si zastavili delovnik? Vi pridete na ladjo, če si predstavljate, kot da pridete na novo župnijo, kjer je 3000 ljudi z zelo različnimi zgodbami, s to razliko, da imate 2 tedna časa, da vzpostavite občestvo, župnijo, neko skupnost, to ni lahka zadeva. Kako ste se tega lotili? No, hvala Bogu, to apostolstvo Stella Maris pride z določenimi predlogi, kako to narediti, z določenimi materiali. In ena prvih stvari, ki se naredi na ladji, je, da se poišče HR menedžerja, se pravi Human Resources menedžerja, nekoga, ki skrbi pravzaprav za vse zaposlene, in z njim je treba en dober kontakt vzpostaviti. On bo odgovoren predvsem za to, da bodo sporočila, ki jih ima duhovnik, se pravi možnosti duhovne oskrbe, prišla do delavcev. Potem je pa še ena pomembna oseba, s katero je treba navezati kontakt, in to je entertainment manager, se pravi nekdo, ki skrbi za zabavo na ladji. Zanimivo, da je katoliška maša in sveta spoved lahko tudi znotraj teh krogov, ja, da lahko tudi na ta način razumemo. No in sem na ta način se izpostavil kontakt s tem drugim menedžerjem, ki pa poskuša naše dejavnosti, ki jih kaplani ponujamo, umestiti na celoto programa. Tako da zanimiva stvar je bila enkrat, ko je umrl papež Frančišek, to je bilo eno, mislim, da prvo križarjenje, na katerem sem bil. So bile ob 5. popoldne so bile na urniku tiskanem 3 zadeve. Eden je bil Requiem Mass for Pope Benedict XVI, ta druga je bila ustvarjalnica nekega šivanja in ta tretja je bil LGBTQ Get Together. Se pravi, možnosti so res zelo široke, ki jih ponujajo na ladji. Potem pa še ena stvar, ki je zelo pomembna, da se vzpostavi predvsem med delavci ena manjša skupina, da se najde nekega zakristana, pa par ljudi, ponavadi se že po prvih dneh pokaže, kjer so tisti, ki bodo redno hodili k sveti maši, ki potem pomagajo pri izpeljavi vsega ostalega in vabijo druge. Na tem križarjenju, ki ga pa opisujem tukaj v tem dnevniku, se je pa podobna skupnost zanimivo, dokaj naravno oblikovala, tokrat predvsem med potniki. Tako da sem imel, bom rekel, od 10 do 20 rednih obiskovalcev svete maše vsak dan. In ko sem prišel jaz recimo v prostor, kjer je bila sveta maša, so bile stvari že pripravljene v oltar, vse druge so potem čez nekaj časa že obveščali, ja, danes pa mene ne bo, ker mi je slabo in tako da je zanimivo v 14 dneh res nastala in med delavci in med, se pravi, potniki, ena lepa skupnost. Tako kot ste že omenili na urniku, ker se sveta maša umesti v celo vrsto zelo različnih in včasih nepovezljivih stvari, ste tudi, kar se tiče prostora, nekako improvizirani. Na teh križarkah običajno nimajo prostora, ki bi bil posebej predviden kot nekakšna kapela. Torej, vi ste imeli poseben prostor za maše za zaposlene in poseben prostor, oziroma ste si začasno izborili del nekih drugih prostorov za potnike. Ja, nekoliko je bilo treba, predvsem v tem potniškem delu, se vedno malo za te prostore boriti in dogovarjati in iskati prostore, ki so bile dovolj oddaljeni od nekega dogajanja, da bi vse imeli dovolj tišine pa zbranosti. Zanimivo, da ta ladja je imela pa prayer room
prostor, kjer so se ob pralnici, sicer tistih vonjav ne bom nikoli pozabil, pa ne ker bi tako smrdelo, ampak ker je tako intenzivno dišalo po praških, je bil en prostor, kjer pa ga imajo namenjenega za molitev delavcev. Je bil pa precej dotrajen, tako da ena od stvari, ki sem se jih dogovoril s tem HR menedžerjem, je bilo, da je potem on pisal eno pismo na njihovo upravo, da bojo tudi ta, upam, ne vem kakšno je zdaj stanje, da bojo ta prostor prenovili in ga naredili bolj prijaznega, zato da se bojo tudi delavci lahko tam lažje zbirali. Je pa zanimiva stvar to, kakšen od teh ljudi, veste, to govorimo o ljudeh, ki so od doma, govorim predvsem o delavcih, na ladji, ki so od doma 10 mesecev, brez kakršnekoli zakramentalne oskrbe, velikokrat prihajajo iz držav tretjega sveta, da govorimo malo o blišču in bedi te križarke. In so tam zato, da bi malo boljšo življenje omogočili svojim družinam, svojim otrokom, svojim ženam. Zanimivo, veliko sem srečal tudi mladih Filipincev, ki si niso želeli biti tam, ampak očitno pri njih tako klanovsko mentaliteto nekako zasledujejo, da mladega človeka pošljejo nekam delati, zato da denar pošilja svoj primarni družini. Se pravi, zgodbe so lahko tudi zelo boleče zadaj. Ampak zanimivo mi je bilo, ko sem našel med temi, predvsem med delavci, ljudi, ki so živeli zelo resno, duhovno življenje, kljub temu, da ni bilo zakramentalno na ladji. Enkrat sem na stopnišču srečal enega moškega, ki ni nikoli sicer prišel k maši nekega Indijca, ker se mu je urnik pokrival z urnikom naših svetih maš in mi je rekel, mi se vsak večer s 4 moškimi dobimo skupaj in molimo rožni venec. In se to zdi skrajno lepo. In nenavadno. Ja. Kakšen izziv je pa bil za vas največji na ladji? Bilo se je treba navaditi nekega posebnega urnika, ker ste imeli tudi časovno, tiste ure, ki so vam bile na voljo, niso bile najbolj optimalne. Se pravi, za zaposlene je to bilo običajno po 12-urnem zelo napornem delovniku, za potnike pa tudi takrat, ko ni bilo kakšnih drugih aktivnosti, ki bi zavzele prostor in čas. Jaz sem se mogel predvsem prilagajati 2 urnikoma. Urniku, ki ga je postavila ladja, se pravi za delavce, in urniku, ki ga je postavila ladja za potnike. Veliko je to pomenilo, da so bile svete maše ob večerih za delavce, za osebje šele ob pol polnoči, ob 11. mogoče najprej, in zjutraj svete maše za potnike že ob 8. zjutraj, se pravi, preden se začnejo druge zadolžitve. Kdaj smo uspeli tudi na popoldne kaj premakniti, tako da to za en tak urnik spanja in to ni bilo idealno, tako da sem kdaj, čeprav smo se nekje ustavili, kakšen del dneva tudi prespal. Bom pa rekel, da sem vedno pristopil k temu zavedanjem, da to zdaj ni misija, ki bo trajala pol leta, ampak da imam 14 dni, v katerih lahko nekaj velikega naredim, in sem enostavno podredil svoj urnik temu, da sem bil največ, kar se da, na razpolago. Znotraj dneva smo poskušali umestiti, sploh pred prazniki, ampak tudi potem, prostor za svetospoved, čas tudi za osebni pogovor in tudi prav v teh osebnih srečanjih o tej možnosti, da so prišli ljudje in se pogovorili, delili svoje vprašanje o veri, v življenju, ali pa tudi marsikaj prišel k sveti spovedi, se je odprla ena možnost evangelizacije. Zanimivo je bilo to, ko beremo notri, ko en od potnikov deli svojo izkušnjo z neke druge takega križarjenja, da je težko sploh prepoznal duhovnika, ki je sicer bil takrat prisoten, ampak je bil ves čas tako razpuščen in tako v nekih bleščečih suknjičih, da je pač se z lahkoto zlil med potnike. Pri vas pa ga je navdušilo to, da ste bili ves čas v nekem pogonu, ves čas v kolarju večinoma, in ves čas v pogonu, kot da ste na neki misiji, skratka, ves čas ste imeli delo, videli so je, da ste resnično pri stvari. Tisti duhovnik, ne bomo delali škode katoliške cerkve, je bil anglikanec, samo tako povem. No, ampak ne, 2 možnosti sta, kako človek do tega pristop, kot do enega mini oddiha, mini dopusta, na katerem
nekaj malega tudi zraven še naredi, ali pa kot do resne misije, na katero nas pošilja Bog. Jaz sem se odločil za ta drugi pristop in veste kaj, jaz ne vem, kakšna je vaša izkušnja glede uživanja, ampak človek se lepih pa dobrih stvari hitro nažre. In ne bom rekel, da zdaj nujno v življenju ali pa v notranjosti pustijo eno veliko grenkobo, ampak niso pa nič prav dosti posebnega. Ob tem, ko sem pa delal za Kristusa, upam, da je Kristus deloval tudi v meni, pa so ostali spomini ali pa v mojo dušo, bom rekel, vžgani dogodki, ki jih nobeno poležavanje tam pod tistim soncem ne bi nadomestilo. Sploh v začetku knjige, ko je to pomenilo, da ste na tistih dogovorjenih mestih tudi po več ur sedeli v samoti in čakali, da kdo sploh registrira, da je ta možnost na ladji, si človek težko predstavlja, da niste izkoristili kakšnih drugih priložnosti bolj. Skratka, ta usodna srečanja, ki so se potem razvila med vami, kaj je bilo tisto, kar se vas je najbolj dotaknilo? Zelo se mi je dotaknilo po eni strani trpljenje ljudi, ki so bili na ladji kot delavci zaradi takih ali drugačnih razmer doma, in trpljenje ljudi, ki so tja prihajali, da bi ušli od svojega praznovanja Božiča v svojih originalnih okoljih. Veliko ljudi je prišlo, ki so žalovali zakon, ki so iskreno iskali nemir. Po drugi strani je pa ena stvar, ki se me je zelo dotaknila, tudi množica ljudi, ki je pa znotraj tega na eni in na drugi strani, se pravi tako med potniki kot med delavci, ki so pa živeli na zelo lepa notranja življenja, iskali Boga, poskušali iz svojega življenja nekaj resnega narediti. In ena tako, bom rekel, da se mogoče tak kontrapunkt tukaj dogaja v teh izkušnjah, po eni strani velikega človeškega trpljenja, po drugi strani pa tudi življenjskih izkušenj, kjer pa je sreča, kljub temu, da nekdo 12 ur dela v ne najboljših okoliščinah, pri nekom, ki živi skupaj z Bogom, skoraj otipljiva. Na misel mi prihaja en Indijec Sinu, ki je 10 mesecev delal na ladji, to je bila že njegova 40. pogodba, recimo, za nekaj mesecev grejo na ta način prek pogodb. In doma pustil mlado ženo in 2 otroka, in ko sem z njim govoril, ko sem videl, kako globoko je njegovo notranje življenje, kako on moli, kako vse trenutke svojega dneva odpira Bogu, meni je to precej izgrajevalo. In gre za človeka, ki praktično od duhovnika par mesecev ni imel dostopa. Zanimivo je to, ko na začetku opisujete, da je starostna struktura teh potnikov bila precej visoka. To so bili ljudje, ko si predstavljaš, da jih občuduješ, da si pri tem zdravstvenem stanju sploh podstopijo take poti. Skratka, je neka posebna situacija, po drugi strani pa tudi ta namig, ki ga pogosto slišimo med pravovernimi kristjani, kakšni kristjani pravzaprav gredo na tako živaško potovanje za praznike. Vi nekje pridete do tega, da ni dobro soditi, če ne stopimo v kakšne čevlje. No, jaz sem vsekakor zato, če ne bi šel tja kot delavec, kot duhovnik, za dobostovanje na križarki v času praznikov ne bi odločil. In tudi odsvetujem, da se ne bi kdo med vami za to odločil. Ne za praznike, lepo, da smo doma, ampak pa da praznujemo, ampak ste ljudje, to je tudi predvsem naša slovenska navada, ljudje imajo zelo široke poglede, kar se tiče praznovanja, kar se tiče, kako želijo preživeti določene življenjske trenutke. Gotovo se je našlo veliko ljudi, predvsem na tej zadnji ladji, med starejšimi, ki so ušli domačemu Božiču. Je bil en moški, ki mi je rekel, cel življenje sva z ženo hodila k njenim in oni me nikoli niso sprejeli in vedno je bila muka in sva rekla, ne greva več. In sta šla na ladjo in je bilo v redu. Je bila gospa, ki je rekla, imam 2 sinova, noben se z mano kaj prav dosti ne ukvarja, to je način, kako sem
za Božič vsaj malo družbi, vsaj s kom. Zdaj, jaz mislim, da je vredno, da se v času Božiča, da si človek zagotovi eno zakramentalno oskrbo, da ima možnost prejemanja zakramentov in takega res krščanskega praznovanja. Ampak ljudje danes živimo zelo različno življenje in potem, ko sem bil kakšne zgodbe, kdaj stojijo za odločitvijo, da nekdo svojega Božiča pač ne bo preživljal doma ali pa svoje velike noči, sem videl, da ni smiselno, da sodim. In spoznal ljudi, ki so svoje krščanstvo na tej ladji mogoče bolj avtentično živeli in Boga bolj iskali, kakor kdo, ki je lahko ostal sicer doma, šel v nedeljo v cerkev, pa se ga praznik na noben način ni dotaknil. To je, v tej knjigi je popisan vaš tretji tak podvig na križarki, ampak dnevnik je pa prvi. Kako je dozrela ta ideja, da boste svoje doživetja zapisali? In še posebej to, ko človek piše dnevnik, verjetno mora nekako razmišljati, to je zame, to je moje pisanje in kaj bom delil s tistimi, ki bodo to brali. Kako ste vi križarili med temi odločitvami? Ta dnevnik je najprej nastal po priporočilu nadškofa oziroma po njegovi rahli zahtevi, ko mi je rekel, ko mi je dovolil, da grem, mi je rekel, ampak eno poročilo boš napisal. Ne? Jaz rekel, vsak dan vam bom pisal. Rekel, to pa ni treba. No, ampak jaz sem vseeno vsak dan pisal, krogu svojih prijateljev, tudi župnikov, ki me je poslal, sem rekel, popisal bom te dogodke, popisal bom to, kar se mi pravzaprav dogaja, tudi kar se v meni dogaja in pošteno moram reči, da sem do tega zelo iskreno pristopil. Zato zdaj, čeprav je šla knjiga dvakrat skozi mojo redakcijo, vse sem pregledoval, ampak ko človek gleda natisnjeno verzijo pred sabo, si vseeno reče, ojoj, Rok, a ljudi res zanima, koliko kavic si ti popil 26. decembra. Ampak nekako, ne vem, imam neko fiksacijo, da bi rad stvari predal take, kot sem jih takrat doživljal, tako da sem vesel tudi urednica, da ste v veliki meri stvari ohranili zelo zveste originalu. Je pa ena stvar, ki je treba poudariti, to je res dnevniški zapis. To je notranje doživljanje duhovnika, ki je pa človek. Moram vam povedati zanimivo epizodo, lahko povem to o sestrah. Lahko. Bila sva s kardinalom Rodetom pri sestrah v Nazarih, se pravi pri Klarisah. In takrat sploh še nismo govorili o kakršnekoli izdaji. Pravzaprav je do ideje o izdaji prišlo potem, ko sem jaz kardinalu ta tipkopis predal v roke, pa je rekel, Rok, to je treba izdati. In sem ga peljal na obisk, mislim, da je bilo to enkrat po Božiču, najbrž nekak februarja, januarja k sestram. In v enem trenutku je on dobil eno bleščečo idejo, ki meni sploh ni bila všeč, da tem sestram te moje zapiske preda. In to pospremi sestre, berite to kot svoje duhovno branje. Jaz sem se čutil, da smo v začetku 19. stoletja in v Sveti inkviziciji predajam svoje teološke spise in nisem se motil, čez 3 dni sem dobil klic iz samostana. Hvaležen dejansko za kakšno, kar je res, kar duhovniki smo, kar zapišemo, ostane ljudje o tem dobivajo eno podobo o Bogu, ampak to bi res vsakega bralca bi upozoril, da tukaj zasleduje eno moje notranje doživljanje, ki je pa doživljanje tudi padlega človeka, ali pa tudi nekoga, ki se rabo sesti na kavico in popiti pivo in iti zvečer, ker je cel dan sedel v fitness, kar se je sestram zdelo do vsega najbolj neprimerno. Zdaj, teh 14 dni na tej poti okrog Madeire, Kanarskih otokov, to je v bistvu kljub samo pa še vedno potovanje in vsakih nekaj dni se je ladja ustavila v različnih pristaniščih in nekaj priložnosti za kratke izlete ste tudi vi imeli in tudi na kopnem ste imeli nekaj prijetnih srečanj. Najbolj všeč mi je bilo tisto, ko ste šli na predbožični dan v Santiago in zanimivo mi je bilo, ko ste prišli, ko ste maševali, tisti zapis
Si predstavljate, da župnik dobi tam plastificirano zadevo in navodila, kjer piše, kjer župnikom priporočijo, da naj med mašo ne delajo selfijev. Skratka, zanimive stvari so se vam dogajale tudi na kopnem. No, vsekakor sem prav tisti večer, ti bil sveti večer, sem doživel kot eno posebno milost, ker smo se ustavili v Vigoju, kjer, če gledamo našo sosedno sladolednico, nimajo tako dobrega sladoleda, kot je v ljubljanskem Vigoju. Ampak so mi takrat omogočili s strani ladijske družbe, da grem v Santiago. In res sem lahko tam na sveti večer maševal, še k spovedi sem šel, se res tudi sam dodatno pripravil na praznike. Je pa še eno lepo srečanje, ki sem ga v tem Vigoju doživel, in sicer srečanje, ko sem šel tam mimo precej upitih ljudi po enih ulicah, sem se srečal z Slovenci, oziroma slišal slovenski glas in sem tako popahlel proti sebi, da bi še kakšna beseda več v slovenščini do mene prišla. In imel pravzaprav čisto lep predpraznični pogovor s 3 Slovenci, ki so se tam, 2 sta se znašla tam na dopustu, ko sta enega drugega, ki tam živi, obiskala. Tako da takih srečanj je bilo nekaj, tudi eno lepo srečanje z duhovnikom Miguel Angelom, ki ga poznam že iz svojega prvega križarjenja, duhovnik Santa Cruz de Tenerife. Dobro je imeti prijatelje na tako eksotičnih lokacijah. Sem upam, da najdem čas pa nadomeščanje na svoji župniji, da ga lahko obiščem. No, so res ene take stvari, ki tudi ostanejo. So neka taka srečanja, ki potem si človek izmenja številko in si še zdaj napiše kakšno besedo in si vošči za praznike. Tako da gotovo mi je to odprlo marsikakšen nov svet in lepa stvar tega je, ne vem, kako to doživljate ostali katoličani, ampak ko greš nekam kot duhovnik med duhovnike, si res lepo sprejet. Se čutiš doma in čutiš to bratstvo, pravi, da je 8. sakrament prav to duhovništvo, bratstvo. In kamorkoli sem šel, kjerkoli sem iskal pomoč, sem res vedno naletel na odprta vrata in na sprejemanje. In teh srečanj, se pravi, da greš lahko praktično na drug konec sveta, in če tam najdeš katoliškega duhovnika, najdeš svoj dom, takih srečanj sem res vesel. Namig tudi takrat, ko boste potovali, da velike katedrale niso samo zgodovinske znamenitosti, ki jih je treba pogledati in plačati vstopnino. Tja smo povabljeni tudi kot verniki in bomo doživeli nekaj podobnega, ne? Sploh Madeiro opisujete tako lepo, da ko boste to brali, boste šli pogledati, kdaj se da tja odpotovati. Ta vam je zelo pri srcu. Zelo blizu, ja. Eden prvih, oziroma edini resni duhovniški dopust, na katerega sem šel tako, pomembno se kdaj zdi, da duhovnik stopi malo iz svoje vloge in da gre kdaj samo kot človek. To ne pomeni, da ne moli, ne pomeni, da ne mašuje, ampak da ne gre recimo večkrat naši dopusti izgledajo tako, da gremo nekam v nek samostan ali pa nekam, kjer se že z neko duhovniško družbo poznamo, ampak to je bil eden mojih prvih dopustov, kamor sem šel pa res na dopust. Mislim, da je bilo to samo enkrat in Madeira me je absolutno čist kot prostor in kot prostor, kjer se določena kultura na poseben način predstavlja ta portugalska. To je prostor, kamor so se konkvistadorji vračali, preden so svojim kraljem prinašali darove, in zato tudi je na Madeiri največ nekega različnega rastja, ker so ta najboljše stvari, ki so jih prinesli iz Južne Amerike, nesli kralju, ampak tisto slabše pa zasadili na Madeiri. Tako da je res tak vrtiček sredi oceana, ki se ga splača obiskati. Vi kot duhovniki, skratka, lepo je iti na neko drugo perspektivo, zato ker ste verjetno tudi drugače doživljali in svoje poslanstvo in ves svet pravzaprav. Pa bi vas povabila, da mogoče preberete tole, kar smo napisali na zadnjo stran. Kako je doživljati stvarstvo in svoje poslanstvo na ladji, na tej ogromni gmoti in na oceanu? Bom samo prebral, ker se mi zdi, da res pogled vere odpira čisto druge horizonte, ki jih samo s pogledom narave ne bi uspeli doživeti, ne bi uspeli videti. In takole pravim, takole zapišem, niti nisem vedel, da v zapisu obstaja nekaj tako lepega, tako da ko je bila knjiga natisnjena, sem rekel, to pa mi pa ratalo, da ste tole najdel. Takole piše.
Po večerji blagoslovim sobo in mašujem na pisalni mizi. Pomislim, da je Kristus, ki ga držim v rokah, isti Bog, ki je ustvaril neukrotljive globine Severnega morja, po katerem pravkar plujemo. V rokah držim njega, ki v rokah drži vse. Hvala lepa. V takem nekem duhu potujemo, plujemo po tej ladji. Zanimiva so bila tudi tista srečanja, ki so se začela že na letalu. Že takrat srečamo neke znane ljudi, potem filmarje. Ste s katerimi od njih obdržali stike? Kako je zdaj po vsem tem času? No, z Lady Note, ki je Slovenka, pa poročena v Angliji in je velika humanitarka, smo se dogovorili, da če se na Starem trgu v Ljubljani srečava, da greva na kavo. Ampak vsekakor je bilo pa zanimivo srečanje z Davidom Rolfom, ki je naredil 3 resne dokumentarce in kot prvi začel raziskovati pojav Torinskega prta, s katerim sta pa dogovorjena, če bo kakšna založba za to in zainteresirana, da pride tudi v Slovenijo narediti kakšno projekcijo filma, tako da z njim recimo vzdržujem in tako in tako. Zanimivo je bilo, da je prestopil en starejši moški do mene in je rekel, joj gospod, jaz bi se z vami rad govoril, si lahko vzameva čas, kdaj bi lahko govorila. In sem rekel, dajva najdeti urnik, malo pogledam urnik in začneva vsaj malo govoriti, ker sem želel približen, vedeti, v katero smer bo to šlo in zakaj gre zadaj. In sem ugotovil, da sem jaz tisti, ki si želi srečanja z njim, ker je bil to ustvarjalec 3 dokumentarcev o Torinskem prtu in velik strokovnjak, tako da nas zdaj kakšna taka srečanja res presenetijo. Nekaj je bilo pa tudi negativnih izkušenj. Tudi to ste popisali, ne zato, da bi se, kot se reče, valili po teh občutih, ampak zato, ker ste hoteli biti objektivni. Verskih denominacij je bilo veliko različnih ljudi in marsikdo je pričakoval kakšne druge vrste duhovnika na ladji, ne katoliškega. No, večkrat sem se hotel tudi po teh občutjih povaliti, ker se mi je zdel prav, da sem užaljen. Mislil sem si, jaz tukaj hodim, delam dobro, moje pa nekdo tako napade. Namreč napadel me je enkrat, se to popisujem precej natančno, in precej nesramno napadel nek Anglikanec, ki se mu je zdel bizarno, da je na ladji, ki pluje pod angleško zastavo, ki je praktično državno, vero katoliški duhovnik. Iz tega pogleda ga lahko, iz te perspektive ga lahko razumem. Res je, da so določene obredje, ki ga človek vodi, ki ga duhovnik vodi na teh praznovanjih, tudi za ostale denominacije. Tako da na božični dan sem imel neko molitev, kjer sem spustil recimo tisti del, ki zelo jasno, svoje pridige, ki zelo jasno govorijo o Euharistiji, ampak smo zapeli nekaj teh Christmas carolov, nekaj teh angleških božičnih pesmi in mislim, da so bili ljudje, kljub temu, da je bil to katoliški duhovnik, precej zadovoljni. No, uspelo mi je v mestu opisujem, ena najlepših srečanj je bilo s Polo in Colinom. Ona je že prej razmišljala o vstopu v katoliško cerkev, je bila anglikanka, on pa sploh ne krščen. In nekaj mesecev po našem srečanju, po večjih pogovorih, ki smo jih na ladji imeli, po tem, da sem jaz poslal tudi njihovemu župniku eno sporočilo, sprošal, da jih lepo sprejme kot katehumene, sta jim poslala sliko iz njenega sprejema v katoliško cerkev in njene birme in iz njegovega krsta. Tako da očitno sem bil res trn v peti Anglikancem. Ta občutek ribiča na sodobnih morjih, je to nekako povezava tudi s temi Jezusovimi začetki, glede na to, da ste bili na morju? Ja, zanimivo, da sam toliko o Božjem sinu v tem kontekstu morja nisem razmišljal, bolj sem razmišljal o stvarniku, kako je on vse to naredil, kaj vse v tistem morju je, kakšne so skrivnostne globine tam spodaj, kar me vedno nekoliko straši. Ampak gotovo bom rekel, da bolj kot jezero Galilejsko ali pa Galilejsko morje samo,
mi kot Jezusov pečat ostaja ta odnos z ljudmi, ta pogled v njihove duše. To pa moram reči, da na ladji definitivno sem doživljal. Bi rekli, da ste z ladje stopili drugačen človek, kot ste šli na njo? Verjamem, da ja, predvsem drugačen duhovnik. Na drugačen način sem videl svoje poslanstvo, ki bom rekel, da se je bolj katoliciziralo. Razumete, katoliško pomeni vesoljno. In to govori o enem zelo, zelo širokem pogledu, ki govori tudi o tem, da so duše ne samo znotraj naših župnij ali pa naših cerkvenih struktur, ampak da so neumrljive duše posejane po celem svetu, v različnih kulturah, v različnih verstvih in da vse nosijo globoko hrepenenje po Bogu in na ta način gotovo jaz sem prišel iz vseh teh križarjenj kot drugačen človek, vedno tudi s kakšno kilo več, nažalost. Ostaniva še malo pri tej logistiki. Jezik. Pravijo, da je jezik molitve najbolj intimen jezik, materinski jezik običajno, da ljudje molimo vedno v svojem prvem jeziku. Vi ste sicer študirate tudi na Poljskem oziroma dokončujete doktorat. Tekoči ste v angleščini, znate še kaj drugega. Skratka, tu je bilo treba skozi preklapljati z enega jezika v drugega. Kako naporno je bilo to za ta duhovni vidik tega, kar ste govorili? Je bilo, ja. Recimo, zdaj sem razmišljal prejšnje dni, ko sem pripravljal velikonočno vigilijo v Križah, v svoji župniji sem razmišljal o velikonočni vigiliji, ki smo imeli tam v tistem teatru na ladji za okrog 70 udeležencev, ki so, čeprav je bila 1:11 zvečer, uspeli zdržati 2-urni obred in čeprav so bile okoliščine take, kakršne so bile, uspeli potem reči, da bo to ena najlepših liturgij v njihovem življenju, pa jaz verjamem, da ne zato, ker bi jaz nekaj prav posebnega naredil, ampak zato, ker so bila njihova srca tako odprta. Ampak ko sem gledal nazaj na te dogodke, iskreno povem, da se zaradi jezika marsičesa ne spomnim. Možgani očitno takrat delujejo drugače in določeno utrujenost sem pripisal na koncu dneva, pa tudi sredi dneva, tudi temu, da je treba ves čas razmišljati in v pomembnih življenjskih temah spregovoriti v nekem jeziku, ki ga v vsakdanjosti ne uporabljam. Skratka, še ena samoumevnost, ki jo premalo cenimo, to, da imamo materni jezik, da lahko v njem razmišljamo, govorimo in se pogovarjamo. In glede na to, da smo tu, da nas je toliko, bi kakšno rekli tudi vi verjetno kaj vprašali, tako da lepo povabljeni kakšni misli, kakšnemu vprašanju, izvolite. Sicer bom, zadržite še to misel, pa nikar se ne držite nazaj. Mene je posebej nagovorilo pri vsem tem, ko človek dobi skozi to vašo knjigo uvid v življenje mladega, sodobnega duhovnika, ko potujete nazaj na letalo in potem gledate skozi okno in razmišljate o tem, kako čudovito je to stvarstvo, kaj vse nam je Bog dal, kako nenavadno, čudežno je vse ustvaril, ampak vas je bolj kot vse tisto, kar se je videlo spodaj, nagovarjal človek. Ste razmišljali o tem, tudi o svojem bistvu, svojega poklica in morda tudi kdo, ki bo to bral, bo začel razmišljati, kaj ga v življenju resnično nagovarja? Absolutno si želim, gledajte, ko eno tako stvar ven dajem, jaz se sam v sebi ne zdim prav posebej zanimiv, no. In vem, da ljudje rečejo, a duhovnik tudi je, pa tudi pije, pa tudi težko mu je kdaj, me kdaj malo preseneča, da smo kot neka polmagična bitja. Sploh nismo, čeprav za veliko močjo, ki je Kristus v našo krhkost položil, res hodimo po tem svetu. Ampak ja, na koncu verjamem, da ta knjiga vseeno na en primeren način izraz to, kar v duhovništvu in v življenju v globini svojega srca čutim. In če nekoga spodbudi k tem, da bi odrinil nekoliko bolj na globoko ali pa še bolj mogoče kakšnega mladega ali pa manj mladega, da bi razmislil o tem, da je mogoče se sam tej misiji skrbi za človekovo
dušo pa za resničnost Boga v današnjem svetu posvetil, bi bil zelo, zelo vesel. Zdaj, kakšno misel? Sicer boste imeli to priložnost še pozneje. Danes je knjiga po nekoliko ugodnejši ceni, tako da ob tem, ko vam jo bo Rok z veseljem podpisal, mogoče še kakšno besedo. Rok, doma imate tudi celo farmo malih živali, ne malih, malo farmo kar resnih živali. In verjetno po vsem tem si vsake toliko človek zaželi spet videti svet malo drugače, malo dlje, si vzeti kakšen čas. Kako je zdaj s temi željami, da bi še šli na kakšno potovanje? A tukaj iščemo korelacijo med tem, kdo bo poskrbel za živali? Te in takšne in drugačne črede. Poleg farme malih živali imam zelo dobre farane, ki za te stvari brez težav poskrbijo, tako da kakšnih večjih težav ni. Druga večja težava je zdaj vzeti si čas in najdeti nadomeščanje za kakšno tako resnejšo odpravo. Gotovo si ne predstavljam, vsaj v prvih letih svojega župnikovanja, da bi svojo čredo zapustil ob tako pomembnih trenutkih, kot sta Božič pa Velika noč, to najbrž sploh ne pride v poštev. Bom pa poskušal, tudi zato, ker meni to pomaga, gledati svet drugače in potem dobro živeti, seveda si odrezati ta del, svoj del torte in nekam na tak način še skočiti, ker vsakič, ko nekam tako grem, prijem nazaj z enimi novimi uvidi, tudi nekako vedno sem bil vzgajan v smeri tega, da dopust, čeprav nimam nič proti temu, ni poležavanje na plaži, ampak da je to, čemer so rekli stari Rimljani, ocium, se pravi en čas, ko se človek posveti spoznavanju sebe in sveta, in verjamem, da me moji župljani dobijo nazaj, ko prijem iz kakšnih takih odprav. Ne samo spočitka, ker človek rabi kdaj kakšne zadeve tudi odklopiti in spremeniti okolje, ampak predvsem tudi bogatejšega za kakšno izkušnjo, iz katere potem lahko oni, upam, da tudi kaj počrpajo. Vsekakor vam želimo še veliko takih izkušenj, ker s takšno knjigo tudi mi vsi počrpamo veliko vaših izkušenj in doživeti in predvsem navdihov za tudi duhovne premike. Za danes hvala lepa za tak lep obisk. Jaz vas povabim še v sredo, 15. aprila. Imamo ob 17. bomo govorili o zelenih uricah Ivana Jesenka na Brdu pri Kranju, če vam je blizu. Sicer pa na prihodnji ponedeljek, 20. aprila ob 11. na istem mestu, pa bomo se posvetili letošnjemu šmarničnemu branju. Čisto za konec pa besedo predajam naši ravnateljici, doktorici Tanji Gozvetič. Joj, kot en tak res milosten dopoldan doživljam današnji dan. Ni tako samoumevno, da imamo med sabo danes tukaj v občinstvu predstavitvi neke knjige duhovnike, nekaj jih je. In prav poseben dar je, da imamo tudi kot gosta duhovnika. Dodaten dar, da imamo mladega duhovnika in da imamo duhovnika, ki je pišoč. Mohorjeva družba je svoj razcvet na začetku 20. stoletja doživela prav po zaslugi duhovnikov. Knjige so prišle med ljudi v nakladah, ki jih tudi večji narodi niso mogli sanjati in so se čudili Slovencem. Na plečih duhovnikov smo Slovenci dosegli razcvet slovenske besede, ki je v maternem jeziku torej prišla med vse ljudi celotnega etničnega prostora in ki je pravzaprav na tak način knjiga tudi temeljno prispevala k temu, da smo se Slovenci razvili kot narod, postali država. Tako da sem prav posebej vesela vsakič, ko kak sploh mlad duhovnik izda knjižni prvenec. Dragi Rok, iskrene čestitke. Velika zahvala za zaupanje prvi slovenski založbi in pa seveda zelo veliko si obetamo še od tega.